Dober dan in vetroven pozdrav v naši aprilski oddaji za zdravje. Zaradi virusa je naša Slovenija v posebnem stanju že nekaj tednov in zato smo pogovor z naturopatinjo Eriko Brajnik posneli na daljavo. Govorila pa bo seveda o najbolj aktualni temi, koronavirusu, in povedala, kako si lahko pomagamo z naturopatijo. Erika nam je najprej povedala, zakaj je virus sploh prišel, zakaj napada prav pljuča in kakšna je naturopatska pomoč. Zakaj je prišel ta virus? V bistvu virusi pridejo zato, da nas nekaj naučijo. Mi vemo, da epidemije, pandemije na svetu so že bile in tudi še bodo. Pridejo kot neko karizmatično čiščenje, ampak dejansko fizično, kaj se nam dogaja. Mi smo zlorabili ta planet, onesnaženost zraka, onesnaženost zemlje, onesnaženost voda, živali mučimo, živali so polne antibiotikov. Računajte, da 70% vseh probiotikov, ki jih mi proizvedemo letno v Evropski uniji, od vseh 100%, 70% gre za živali. Žival v reji ne preživi en dan brez antibiotika. pH zemlje se je spremenil, rečejo klopi, uši, rečejo, da moramo špricati, zato ker brez špricanja te rastline ne živijo. Ja, absolutno se strinjam, ampak zaradi pH zemlje je pH zemlje napačen, zaradi onesnaževanja. In če pogledamo, imamo po celi Evropi imamo onesnaženost, kontaminiranost zemlje, pH se je spremenil. Je treba nahraniti zemljo, tle imamo veliko dobro pomoč tkivne soli, nahraniti zemljo, kadar je zemlja močna, dobimo vse minerale, vse vitamine, pridobi rastlina in tako je ona bolj močna in ne rabimo škropiti, razumete, samo pH zemlje je napačen. Zrak je onesnažen, vode so onesnažene, te živali, ker dobivajo vse te antibiotike dejansko, one odvajajo blato in to blato gre v zemljo in spremeni pH zemlje in gre v reke in gre v morja in mi v morju in v rekah dobimo antidepresive, dobimo antibiotike, dobimo vseh sort packarij, tako da dejansko težko dobimo že meso in ribo, ker nima antibiotikov, ker ne vsebuje hormonov. In vse to smo mi kontaminirali, zato zdaj je prišel ta virus, da nas je prisilil, da se ustavimo in da se zazremo noter, da se pogledamo vase. Sprašujete me, zakaj pljuča? Ja, seveda, zakaj pljuča. Pljuča, tako ko gorijo pljuča zemlje, dejansko Amazonija, Sibirija, Avstralija, tako dejansko gorijo zdaj naša pljuča. Jaz sem že od junija 2019 predavan, da bo veliko težav s pljučami, da je napoved, da bo veliko težav s pljučami v Evropi. To so zapovedali. New York Times je že pisal članek junija dejansko o tem, da bo Evropa nastradala. Ma ne samo Evropa, zdaj vidimo cel svet. Pljuča, kaj so pljuča? Pljuča, mi kar se rodimo, vzdihnemo. Z vzdihom kličemo življenje, z izdihem se oddaljujemo od življenja. Dihanje je most med telesom in dušo. Sedež pljuč je empatija, je čut do sočloveka, do narave, do živali. In ta virus zdaj udari prav na pljuča, zato da nas strezni, da dejansko čutimo sočutje, da sočutimo človeka, da mu znamo prisluhniti sebi in sočloveku, zato ker mi smo na to pozabili, ne slišimo mi več tega. To je dejansko ta bolezen. Pljuča so organ povezanosti s kozmično energijo, s kolektivno zavestjo. Pljuča so dejansko tista, ki nas delajo interakcijo med ljudmi. Vsi dihamo isti zrak, vsi dihamo iste emocije, vsi dihamo isti strah, vsi dihamo iste občutke. In tu je dejansko ta bolezen. Pljuča so tisti organ, ki ga moramo mi krepiti. Jaz skozi govorim že
od lanskega leta, da nenormalno zadnji dve leti rase na naši stravnik trpotec, suličasti trpotec. Trpotec je zelišče, ki krepi, obnavlja pljuča, skrbi za elastično sprožnost pljuč. Naša zemlja, mati narava nam ga daje, nam dejansko pomoli roko, kako ni si pomagamo. Zato mi moramo njo poslušati, moramo kuhati ta čaj, da bojo naša pljuča zdrava. Lejte, v Sloveniji se ne bo zgodilo scenarij, ko se je zgodil v Italiji, zato ker slovenski človek se boljše prehranjuje kot Italijan. Zato ker bolj uporablja zelišč, jim je bolj v kontaktu z zemljo. Naš nacionalni šport je hoje v gore, to vsi vemo. Tako da dejansko mi smo dosti bolj povezani z mati zemljo, tudi spoštujemo naš hrib Triglav, spoštujemo naše lokalne majhne hribe, mi v našem primorskem Svetogoro ali pa Sabotin in dejansko hodimo gor, se veselimo v naravi in pijemo čaje, sledimo napotkom, ki nam ga narava daje. Tako da dejansko trpotec je zelo pomemben. V naturopatiji, pljuča so zelo pomemben organ. To je ta predel, kjer dejansko mi izgubljamo energijo in kjer nas ta virus napade. Jaz sem že lani opazila, ker je prišlo k meni dosti zaplet s tem koronavirusom, so pljučnice, tudi bakterijske pljučnice, anomalne pljučnice. Torej, jaz sem že opazila lansko leto, ker je prišlo ogromno ljudi v Saeko po zimi z takimi čudnimi pljučnicami, zelo agresivnimi pljučnicami, bakterijskimi pljučnicami in sem probiotik začela mazati po ustih, po zobeh, zato da sem sebe zaščitila in zato, ker dejansko preko sapnika on pride v pljuča. In tako da jaz svetujem dobre bakterije mazati po ustih, zdaj zato, da si krepiš pljuča, ma to, da tudi se zaščiti, da se ne okužiš. Torej, imamo dvojno delovanje. Plus ta predel. Mi, ko spimo, moramo imeti majico volna in svila, zato da je ta predel zaprt. Tukaj ne sme biti dekolteja, zato ker človek pljuča zgublja energijo na tem predelu. Kaj naredimo mi, kadar se otrok rodi? Mi ga trepljamo po pljučih, zato da se pljuča naredijo bolj močna in bolj krepka. Ta del je zelo pomemben za pljuča. Mi lahko, tukaj imamo moksa, mi lahko grejemo vsak dan 20 minut pljuča, tako se greje, 20 minut grejemo ta predel pljuč in pol čez noč položimo na telo vosek, obloga iz voska, dejansko vosek ima 111 pozitivnih učinkovin, ki grejo v telo, okrepijo pljuča, ven pa povlečejo toksine. Oseba se bo zjutraj zbudila mokra, so mi rekli ljudje, da že po noči se znojijo, da se zbudijo vsi mokri, tle je mokro, lahko tudi bojem po kakšnih zdravilih, po kakšnih plesni, dejansko vleče ven toksine in nas prečiščuje. In pijemo tudi veliko trpotcevega čaja, sem rekla, in pijemo veliko kurje juhce. To je dejansko tista naturopatska pomoč, ki jo dejansko potrebujo naša pljuča. Če se bomo sledili zakonom narave, če se bomo prehranjevali, tako kot nam narava veleva, kurja juhca je živ blagoslov. Na moji spletni strani dobite tudi recept o kurji juhci, kako jo narediti, da krepi pljuča. To so že naše none vedle. Torej, dejte se krepiti po vseh naturopatskih načelih, sledite naravi, verjemite v njo, zato ker ona nam daje ključ rešitve oziroma ključ pomoči za nas. In tako da nobenega strahu, nobene panike, dajmo biti previdni, sledimo vsem navodilom, ki nam dajo uradna medicina, absolutno, ampak tudi naturopatska pomoč in domača oskrba in krepitev pljuč je pomembna, saj na močno telo se nič ne prime, na šibko pa vse. Ostanite zdravi in hvala vam lepa za vabilo. Lep pozdrav, živijo!